Thank you very much for joining us and rejoining the conversation. Vabimo, da se nam spet pridružite. Pozdravljeni ponovno vsem, ki so z nami na spletu, pa tudi tukaj v dvorani. Veste, kaj rečejo? Najbolje je združiti teorijo, regulativo in prakso, pa vemo, kaj se dogaja. Zdaj pa kratek prehod na področje prakse. Naš naslednji gost je Kristjan Rue, ki je namestnik vodje sektorja Severnega Porenja, Vestfalije, oddelek za strukturne spremembe. Spregovoril bo o postopnem opuščanju premoga in pa posledice za premogovniško regijo. Dr. Kristjan Rue, beseda je vaša. Hvala lepa za vaše povabilo, da sem lahko z vami. V Sloveniji žal ne morem biti, pa upam, da me boste kljub temu dobro slišali. Lahko začnete. Odlično. Pa naj začnem s svojo predstavitvijo. Upam, da predstavitev vidite. Da, vidimo vas in dobro vas slišimo. Odlično. Severno Porenje, Vestfalije. Predstavil vam bom naše nemške izkušnje. Zdaj torej prehajamo iz evropske perspektive na raven posamezne države članice, v tem primeru Nemčije. Pa poglejmo ti dve sliki. Na levi vidite premogovniško regijo Porenja danes. 2 uri iz Bruslja potrebujete, pa ste že pri nas. To se še vedno dogaja. Na desni pa je ena od številnih različnih različic o tem, kako bo morda ta regija izgledala v prihodnje. Leta 2038. Pa naj spregovorimo o strukturnih spremembah, strukturnem prehodu. Pri tem v bistvu govorimo o tem, kako preiti od te slike na levi na desno. To je naloga do leta 2038. Tukaj časa ni veliko, to drži. Rad bi vam predstavil svojo predstavitev, strukturo. Najprej torej uvod, potem pa sam postopek opuščanja premoga, lignita, kot tudi termoelektrarn na premog. Potem bom spregovoril o podpori vlade tem regijam, tudi podpora zvezne vlade bo omenjena, različna finančna podpora, tudi evropska podpora. Na koncu pa še kaj to pomeni, kakšni so torej izzivi in kaj smo mi vzpostavili za to, da se lotimo tega procesa. Pa si poglejmo tale zemljevid našega področja oziroma vseh premogovnih regij. Tukaj vidimo Porenje in aktivnosti vezane na lignit. Potem imamo pa še druge premogovniške aktivnosti. To so znani
znana področja, Porurje. Leta 2017 smo končali z izkopavanjem premoga. Kar se tiče lignita, pa je drugi del tega postopnega opuščanja. Gre torej za opuščanje, ki smo se ga lotili najprej, to je manj delovno intenzivno. Vemo iz te prve faze, že vemo, kaj deluje in kaj ne. Tako da bomo bolj opremljeni z izkušnjami pri postopnem ukinjanju lignita, ker smo se že naučili pri črnem premogu. Ta naša regija je rjavo označena, dve drugi pomembni regiji pa sta bolj na vzhodu države, Helmstedt in pa osrednje nemško premogovniško področje. Nekatera področja so še vedno odvisna pri pridobivanju elektrike od lignita in vemo, da tovrstno generiranje elektrike ni skladno z vizijo podnebno nevtralne Evrope. Zato je prišlo do odločitve, da je treba drugače pridobivati električno energijo in tudi zdaj še poteka razprava o tem, kako priti do tega cilja. V Nemčiji je bila odločitev o postopnem v teh 4 letih smo se pogovarjali o ukinjanju premoga. Ta komisija pa je bila vzpostavljena zato, da se pride do kot smo danes že velikokrat slišali. Leta 2019 je ta komisija za premog predstavila svoje končno poročilo. Lahko ga beremo kot dokument iz 2 delov. Najprej so bila priporočila glede energetske politike in sicer to ukinjanje premoga naj bi bilo postopno in dokončano najpozneje do leta 2038. Potem pa so v drugem delu priporočila glede strukturne politike. Za pravičen prehod je treba kombinirati vse aktivnosti z strukturnimi finančnimi sredstvami, da se ustvarijo nove vrednostne verige in da se zagotovijo priložnosti za zaposlitev. Ta 2 dela torej sestavljata ta končni report, to končno poročilo
To poročilo je bilo predstavljeno nemški družbi. Torej, končni datum je 2038, omenjali ste to letnico v svojih razpravah. Rad bi poudaril, da leto 2038 omenja tudi naša komisija za premog. Naša komisija sicer priporoča opustitev do leta 35, če pa ni mogoče drugače, pa do leta 2038. Če bo Nemčija lahko povečala pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov in izboljšala svojo strukturo mreže, tudi z viri iz virov na morju, potem bi izstop pred letom 38 bil mogoč. Leto 2038 je res tisti zadnji datum oziroma zadnje leto. Ta tema je bila tudi pogosta med kampanjami za te volitve. Naše zakonodajno telo je upoštevalo ta priporočila. Zvezna vlada je pripravila belo knjigo o tem, kako izvajati ta priporočila. Prav tako so sledile razprave o tej beli knjigi. Vsi deležniki so vedno vključeni v te razprave, gre za sodelovanje na ravni države, kot tudi na drugih ravneh, zato da je končni zakonodajni okvir nekaj, kar podpirajo vsi. Leta 2020 pa smo sprejeli zakon o strukturnem prehodu premogovnih regij. To zagotavlja finančno podporo v naslednjih 17-18 letih, ko bo ta prehod potekal. To, kar ni na tej prosojnici, pa je tudi pomembno, je, da je ta zakon eden od dveh. Ta zakon je bil sprejet 3. julija lani. Potem pa je še zakon o postopnem ukinjanju pridobivanja energije iz premoga. Ta dva zakonodajna akta sta zelo pomembna in jih je vedno treba povezovati. In Zvezni parlament je o obeh zakonih odločal na isti dan. Zato sta res tesno povezana zakona. Zdaj pa imamo načrt postopnega ukinjanja za to desetletje. To je trenutno dogovorjen načrt. Vsi seveda čakamo na rezultat sedanjih volitev. Upamo, da bo prišlo do sprememb, da bodo morda še bolj ambiciozni cilji. Zdaj je Porenje tista regija, ki je v tem postopku ukinjanja premogovne aktivnosti. Zelena črta torej ponazarja Porenje. Proces ukinjanja uporabe premoga je postopen. Seveda so vedno prisotne posledice za zaposlitev. Manj zaposlenih je potrebno. Starostna struktura energetskih podjetij
kaže na to, da bo treba to prestrukturiranje izvajati skladno z načrtom. To je izziv, ki se ga moramo lotiti. Ko govorimo o finančni podpori zvezne vlade, je to zajeto v zakonu o strukturnem prehodu premogovnih regij. 4 zvezne dežele so prizadete, govorimo o 40 milijardah evrov v naslednjih letih. Del sredstev zagotavljajo zvezne dežele, drugi del pa zvezna vlada. In seveda obstaja tudi formula, na podlagi katere se bodo sredstva delila. Severno Porenje, Vestfalija, dobi največji delež, ker je to najbolj prizadeta zvezna dežela. In tu bodo prvi obrati tudi zaprti. Finančna podpora, ki jo ponuja zvezna država, je zelo velikodušna. Dogovorili so se na zvezni ravni, kot tudi na ravni posameznih dežel. Seveda je potrebno koordinirati dodeljevanje tega financiranja. Prav tako je tem regijam na voljo Evropski sklad za pravični prehod in pa drugi različni viri financiranja, ki pa jih je treba uporabiti na način, ki zagotavlja sinergije. Prehod, katerega obseg je neverjeten, zelo velik, mora biti uspešen in zato je potrebna koordinacija. Pri tem pa se uporabijo različni viri financiranja. In del teh načrtov je seveda tudi Severno Porenje, Vestfalija, pa tudi druge regije, ki jih to ukinjanje rabe premoga prizadene. Zdaj pa področje Porenja, to premogovno področje. Govorimo o regiji, kjer je 2,5 milijona prebivalcev. Düsseldorf, denimo, ima podobno prebivalstvo. Največji mesti sta Aachen, 15.000 delovnih mest je vezanih na industrijo lignita, bodisi neposredno ali posredno. 50.000 delovnih mest pa je v energetsko intenzivnih industrijah. Veliko je energetskih podjetij. Prav tako imamo, kot sem že dejal, več kot 50.000 delovnih mest v energetsko intenzivnih industrijah. Zelo pomembno je pridobivanje energije, elektrike iz termoelektrarn na premog. Energetsko intenzivne industrije so locirane tukaj, ker so vedeli, da je elektrika vedno na voljo po zelo ugodni ceni. Tu imamo industrijo aluminija, pridobivanje hrane, torej ogromno je delovnih mest, veliko več kot v primerjavi z delovnimi mesti, ki so direktno vezana na lignit. Prizadevanja gredo v smeri zagotavljanja in vzdrževanja
industrije v tej regiji. It's a huge challenge, and it's also something that we look closely at when we are talking about the strategy for our region. Za našo regijo imamo strategijo in preskrba z energijo sta zelo pomembni. Naš cilj je, It's something that has to go, da industries around lignite should stay. industrijo lignita ukinemo, želimo pa obdržati delovna mesta. Kaj je zanimivo pri tem zemljevidu? Severno Porenje je zdaj označeno. Zeleno področja so tista, kjer je ta prehod že potekal v preteklem. Vedno so bila področja v regiji, kjer je šlo za pridobivanje premoga. Za nekatera področja smo že našli rešitve. Pridobivanje lignita trenutno še poteka, medtem ko smo izkopavanje črnega premoga že opustili. Na voljo že obstaja infrastruktura, ki jo je mogoče uporabiti, kot je denimo upravljanje voda, čistilne naprave. Regija je zdaj podvržena strukturnemu prehodu. Do leta 2038 bomo torej ta postopek zaključili. Je pa to kar velik izziv. Izziv, tudi ko govorimo o prehodu, pokriva več različnih ravni. To, kar vam želim povedati ob tej predsojnici, je, da prehod poteka uspešno edino, če so vanj vključeni vsi nivoji oblasti na zvezni, državni in regionalni ravni. In da se odločanje ustrezno izvaja na vseh ravneh. Na državni ravni, na regionalni ravni. To je ključna dimenzija. V Porenju živi 2,5 milijona ljudi in potrebno je zagotoviti, da vključimo vse ravni, tudi njihova mnenja in da pri končnem odločanju zelo tesno sodelujejo vse ravni in vsi deležniki. Tu so predstavljene vse strukture, ki morajo sodelovati. Imamo koordinacijski odbor, ki usklajuje sodelovanje na vseh ravneh in ustrezno zastopanost. Večkrat na leto se srečujemo in se pogovarjamo o procesu, o strateških vprašanjih in poskrbimo, da vse poteka ustrezno. Prav tako pa imamo pomembno izmenjavo med regionalnim in državnim nivojem preko različnih platform. Zukunftsagentur je ta organ, ki zagotavlja izmenjavo mnenj. To je agencija, ki vključuje vse dejavnike iz regije, ki zagotavlja sodelovanje občin, okrožij, gospodarstva in civilne družbe. In vsi ti predstavniki se potem lahko pogovorijo, da poskrbimo, da to, kar počnemo na državni in zvezni ravni, je v skladu s pričakovanji regije in ljudi, ki živijo v regiji. In s tem, da ohranjamo ta dialog med tremi ravnmi vladanja in upravljanja, lahko zagotavljamo pravičen prehod, ustrezno prehodno obdobje in to nam kot Nemčiji, kot celoti omogoča, da bomo dosegli vse zastavljene cilje do klimatske nevtralnosti.
Danes popovdne boste slišali dve predstavitvi iz Porenja, ki bosta bolj podrobno predstavili. Dr. Šter vam bo bolj podrobno predstavil vlogo agencije, prav tako pa tudi predstavitev gospoda Zoldaha, ki bo predstavil pogled ene od občin na ta projekt, na ta sklad. Tako da mislim, da vam bosta ti dve predstavitvi, ki ju boste slišali popovdne, predstavili bolj podrobno, kaj se dogaja v regiji in kaj so v regiji že dosegli. Tako da naj zaključim. Imam samo še eno zadnjo prosojnico, pogled na Porenje, kakšna je naša prihodnost in kako naj bi potekalo to obdobje od leta 2020 do 2050, to strukturno preoblikovanje, celoten proces preoblikovanja in proces opuščanja premogovništva do leta 2035, 38 ali celo prej, ampak celotna preobrazba bo trajala dobrih 30 let do leta 2050. To je nenehen proces, ki zahteva čas, veliko sodelovanja, veliko modrosti in to je nekaj, kar dejansko poteka desetletja, mora biti dobro organizirano, tako da lahko načrtujemo ustrezno, da se izognemo šokom. Hvala lepa, dr. Roje, hvala lepa za vašo predstavitev. Ena od ključnih stvari zame je bila sodelovanje na vseh ravneh. Rad bi dal možnosti za vprašanja. So, Dr. Roy, there's no questions from the audience. Ni vprašanj iz občinstva, hvala lepa za vaš čas in veselimo se tudi predstavitev vaših kolegov popovdne. Hvala lepa, lep dan še naprej. Hvala, nasvidenje. I'm going to switch to English just because of people following us on the stream. Zdaj pa bom preklopil na angleščino, laže bo. Zdaj imamo 3 živa predavanja. Veselimo se, da bomo videli govorce na odru. Prva predstavitev bo magister Vasil Lozinski, namestnik ministra za regionalni razvoj v Ukrajini. Predstavil nam bo reformo in energetsko učinkovitost v Ukrajini. Tako da pozdravljeni na odru, gospod Lozinski. Pozdravljeni, pozdrav vsem kolegom, vesel sem, da sem tukaj v živo. Lepo vas je videti, ne preko ekrana, v živo in mislim, da se bodo stvari, razmere izboljšale, tako da se bomo lahko zbližali v prihodnjih projektih. Če govorimo o energetski učinkovitosti in reformi v Ukrajini, bom pokril 2 temi. Najprej bom pogledal nekaj informacij o energetski učinkovitosti v naši državi, kaj imamo, kaj smo naredili in kaj načrtujemo. Druga tema pa bo bliže naši ekipi, naši današnji temi o preobrazbi premogovnih regij, tako da boste razumeli našo situacijo v Ukrajini. Imamo približno 40 milijonov prebivalcev, skoraj vsi živijo v urbanih področjih, približno 70%, veliko energije trošimo in energetska učinkovitost je za nas zelo pomembna. Poraba poleg industrije in transporta so mesta največji porabniki energije, naše daljinsko ogrevanje,
topla voda v naših domovih potrebuje bistveno količino energije. Informacije o našem stanovanjskem skladu, o naših zgradbah, skoraj polovica vseh zgradb je energetsko neučinkovitih, so 50-60 let stara stanovanja, stara blokovska naselja in so vsa potrebna obnove. V času po 2010 letu smo začeli z rekonstrukcijo. Zdaj imamo približno 80,000 zgradb, ki so priključene na sisteme daljinskega ogrevanja. Ta sistem ogrevanja sektor ogrevanja je izjemno razširjen, izjemno obsežen. To je velik trg za investitorje in seveda tudi velik razlog, zakaj moramo stvari pri tem ogrevanju spreminjati. In na prosojnici vidite tudi, da je to velik, na žalost, delež našega plina. Veliko dela moramo narediti, da zmanjšamo energetske izgube pri ogrevanju. Kaj smo naredili? Ta proces smo začeli leta 2009. Ustanovili smo energetsko skupnost. Nekaj let smo potrebovali za uvedbo evropskih standardov. Zdaj pa to delo še vedno traja, ampak najbolj ključne dokumente smo že sprejeli in smo uskladili našo nacionalno zakonodajo z evropsko zakonodajo. Smo pa v procesu izpolnjevanja evropskih obveznosti in zahtev. Do leta 2035 imamo končni rok. 2017 smo ustanovili sklad za energetsko učinkovitost in zavedamo se, da letos moramo posodobiti našo energetsko strategijo do leta 2035. V zadnjih 5 letih smo začeli preoblikovati 3 velike sektorje na področju prenove zgradb. In lani je bilo zelo pomembno leto za nas. Uvedli smo reformo centralizacije in zdaj imamo približno 1500 skupnosti, lokalnih skupnosti, ki so pripravljene stvari spremeniti. Ta proces decentralizacije nam omogoča, da ta sektor daljinskega ogrevanja odpremo za nove investicije. Če govorimo o termomodernizaciji stanovanjskih zgradb, večstanovanjskih zgradb, imamo sklad, ki obsega $1 milijardo za modernizacijo, 21 milijard dolarjev, zamenjava bojlerjev 4 milijarde, modernizacija in obnova javnih zgradb, zato da običajno ni denarja. Zdaj pa imamo 11 milijard dolarjev za energetsko rekonstrukcijo tega stanovanjskega fonda. Rad bi se zahvalil kolegom Evropske unije, kolegom iz Nemčije. Kot vidite na tej prosojnici, nekaj denarja iz Evropske unije prihaja iz Nemčije, od nemških investitorjev in to nam pomaga zagnati sklad za energetsko učinkovitost. In res cenimo to podporo in tudi tehnično podporo, ki smo jo dobili od partnerjev. To nam zelo pomaga pri posodabljanju sektorja. Ne smemo izgubljati časa pri teh spremembah.
sodelujemo z bankami, lokalnimi organi, energetskimi revizorji. Lani smo začeli s tem delom, pa že imamo zdaj dober položaj. Imamo približno več tisoč vlog stanovanjskih zgradb za porabo sredstev iz tega sklada, tako da 1000 vlog ne bo spremenilo ravnovesja v naši državi. Naš sklad za energetsko učinkovitost pravi, da želimo prenoviti več kot 10 000 več stanovanjskih zgradb. Zato imamo 75 milijard na voljo in nadaljevali bomo delo v sodelovanju s kolegi iz Evropske unije. Če govorimo o energetski učinkovitosti, ne govorimo samo o koristih za državljane, za stanovanja, ampak moramo državljanom pokazati, kako lahko spremenijo življenje v svojih enostanovanjskih hišah. Imamo veliko priložnosti in veliko dela pred seboj. Lani smo pravili dobro delo s kolegi iz GZ-ja in razvili smo podatkovno bazo, seznam vseh javnih zgradb. Imamo pregled 13 000 javnih zgradb, ki jih imamo v Ukrajini, in zdaj vemo, kakšna je njihova energetska učinkovitost, kje imajo težave, kakšna je energetska učinkovitost, in državljanom bi v naslednjih letih radi pokazali, kako bi stvari morale potekati. V velikih mestih bomo skušali obnoviti 1% javnih zgradb vsako leto, tako da ljudem lahko pokažemo, kako lahko učinkovito porabimo sredstva in kaj je potrebno narediti. Če govorimo o preobrazbi premogovnih regij, se zavedamo, da je to potrebno, da nas to čaka. Naša vlada je pripravljena, da se tega loti, in do tega tedna, mogoče jutri celo, bomo predstavili naš načrt za pravičen prehod teh premogovnih regij, in to bo prvi dokument, ki bo ljudem pokazal, kako načrtujemo to delo, kako smo si zamislili ta projekt, in to je za naše premogovne regije zelo pomembno. Ljudje v mestih se ne zavedajo problemov in težav premogovnih regij. Ljudje, ki pa živijo na teh področjih, pa se dejansko soočajo z globokimi težavami. To bo za vse nas prvi dokument, ki bo pokazal situacijo in naš pristop pri reševanju, in to bo prva priložnost, ko bomo v državnem proračunu namenili sredstva tudi za to preobrazbo. Mogoče to ni dovolj, 3,8 milijone evrov, ampak to je prvič, ko bo državni proračun financiral tako preobrazbo, in to bo za nas velika, pomembna informacija za naša mesta, za naše državljane, da smo pripravljeni na tako preobrazbo, da imamo tudi nacionalni sklad. In v sodelovanju in povezavi z našimi partnerji se zavedamo, da stvari ne potekajo hitro, da je to tek na dolge proge. To pa je moja zadnja prosojnica in razumem, moderator mi je povedal, da v Sloveniji skoraj 30% energetske proizvodnje prihaja iz termoelektrarn. To velja tudi pri nas. Premog je pomemben energetski vir in razumeti moramo sami, kaj bomo naredili, če izgubimo premog. Ko izgubimo premog, kakšne bodo posledice za naše prebivalce in kako bodo stvari potekale v prihodnosti. In na tej prosojnici lahko vidite, da imamo pri nas 5 premogovnih regij, imamo 24 lokalnih skupnosti in skoraj milijon ljudi
To je veliko področje, veliko ljudi, ki jih bo ta proces prizadel. Imamo 55 premogovnikov in to bo res velika priložnost za vse izmed nas, kako lahko sodelujemo, hitro izvajamo ta proces. Vemo, da je ta zeleni dogovor velika priložnost za našo državo. Pripravljeni smo se lotiti tega izziva, politična odločitev je padla, da to spremembo potrebujemo, politično podporo torej imamo. Ne bo lahko, ampak če ne začnemo, ne moremo priti na cilj. Hvala lepa za vašo pozornost in vso srečo. Hvala lepa. Zdaj pa kakšno vprašanje? Imamo kakšno vprašanje za namestnika ministra v občinstvu? Če ga ni, hvala lepa za vaš čas. In nadaljujemo z ukrajinsko naslednjo predstavitvijo. Zdaj pa gospa Šinkina, ki nam bo spregovorila o pobudi za energijo in podnebje v Ukrajini. In ona nam bo predstavila njihovo izkušnjo na podlagi ukrajinsko-nemškega partnerstva. First of all, let me thank. Najprej bi se rada zahvalila in hkrati čestitala mestni občini Velenje in županu. Zelo pomembno je, da smo danes z vami in hvala za povabilo. Slovenija in Ukrajina sta prijateljski državi, vedno se podpira to naše sodelovanje. Danes pa sem z vami zato, da vam predstavim, kako nemška vlada podpira Ukrajino. Videli ste že predstavitev mojega sodržavljana, ki je govoril o delovanju oziroma vplivih zelenega sporazuma, zelenega dogovora v Ukrajini. Zdaj pa malce bolj podrobno o pobudi za energijo in podnebje v Ukrajini in o nemško-ukrajinskem partnerstvu. To je pomembno za vso Evropo in za ves svet. Nemška vlada, moram sama skrbeti za prosojnice. Sama bom, ja, razumem. Nemška vlada je vedno pomagala Ukrajini pri različnih reformah. Najpomembnejša reforma, ki so jo podprli, je bila decentralizacija, pa tudi zahteve glede energetske učinkovitosti in pravičnega prehoda. Vse to se je odvijalo v zadnjih 20 letih. Zdaj pa imamo novo pobudo, energetsko partnerstvo med Nemčijo in Ukrajino. Tu je 5 novih prednostnih področji, kjer sodelujemo. To so obnovljivi viri, vodik, pravičen prehod, energetska učinkovitost in pa razogljičenje. Ogromno projektov imamo, na kratko jih bom predstavila glede energetske učinkovitosti in pa pravičnega prehoda. S tem smo ravnokar začeli. Prejšnji govornik je že govoril tudi o energetski učinkovitosti, o portfelju, jaz pa vam bom povedala, kaj vse počnemo. Kar zadeva energetsko učinkovitost, sodelujemo z nemškim ministrstvom za mednarodno sodelovanje. Imamo direktorja za te programe. Če vas bo zanimalo, se lahko z vami pogovorim tudi med časom za kosilo. Gre za reformo energetske učinkovitosti, izobraževanje in pa energetska učinkovitost v podjetjih. To so te glavne dejavnosti na področju energetske učinkovitosti. Prav tako imamo poseben sklad za energetsko učinkovitost in nudimo podporo. Zelo pomemben del je podnebje. Ukrajina si prizadeva vpeljati direktivo o energetski učinkovitosti. Želimo prenesti to direktivo
In seveda vzpostavljamo tudi sistem trgovanja z emisijami. Za nas je pomembno oblikovati sekretariat za to energetsko partnerstvo med Nemčijo in Ukrajino. In pa v zadnjem letu smo začeli razmišljati o pravičnem prehodu in o tem, da nikogar ne pustimo ob strani. Reforme energetske učinkovitosti. Nemška vlada in GIZ podpirata te regije skupaj z Ministrstvom za energetiko in to poteka že več kot 10 let. Zdaj imamo tudi novo zakonodajo, ki je v celoti naslonjena na evropsko direktivo. Ministrstva aktivno razmišljajo skupaj z nemško vlado in drugimi državami članicami, ki nas pri tem podpirajo. Občinska komponenta, poteka tudi proces decentralizacije in zdaj imamo več kot 1400 občin v Ukrajini. Več kot 50 jih prejema podporo od GIZ-a. Gre za vzpostavitev novih sistemov upravljanja z energijo, različne obrate, energetske obrate v občinah in pa gre za izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost. Ko smo začeli delati na tem področju, smo razumeli, da potrebujemo celo vojsko strokovnjakov, ki nam bodo pomagali uveljaviti in izvesti vse te zamisli v Ukrajini. To je nekaj novega. Prav tako smo izoblikovali 3 nove poklice in razvili kurikulum za usposabljanje, kajti potrebujemo veliko strokovnjakov, da bodo pomagali izvajati te super odlične plane v mestih in na podeželju. Prav tako v tem sodeluje veliko energetskih družb. V Ukrajini ta podjetja niso primerljiva z Evropsko unijo zaradi prekomerne porabe energije. Zato izvajamo energetske preglede, usposabljanje za to. Skušamo povezati in uskladiti delovanje teh naših podjetij z evropskimi podjetji. Zdaj pa še nekaj besed o pravičnem prehodu. To je nov projekt za nas. Gre za podporo strukturnim spremembam v ukrajinskih premogovnih regijah. Naš projekt zajema 5 različnih komponent. Gre za velik del političnega dialoga s posebnim prispevkom nemške vlade. Gospod Stanislav Kilih sodeluje z nami, razume in ve, kako pomembno je, da se učimo tudi od vas. Bili ste oziroma ste uspešni, naučili so se tudi na napakah, ki jih mi ne bi želeli ponavljati. Prav tako imamo 2 pilotna projekta v Ukrajini. To vključuje zaprtje premogovnikov s polno podporo in pa želeli bi zmanjšati posledice na področju socialnega življenja, sociale, okolju in v gospodarstvu. In želimo zagotoviti prihodnost za mladino, ki bo tu ostala. Zato veliko podpore nudijo različne strani. Naš projekt bo seveda tudi pripomogel k temu. Prav tako načrtujemo vzpostavitev posebnega sklada, sklad za odpornost in oživitev, zeleno oživitev. Nismo še izbrali uradnega naziva, ker še razmišljamo o tem. Imamo pa polno podporo ukrajinske vlade. Začeli bomo v okviru ukrajinsko-nemškega partnerstva in
Obljubili so nam, da bo več donatorjev znotraj tega sklada. Seveda razmišljamo tudi o komunikaciji, kako komunicirati z določenim ozemljem, z mestom, z delavci, ki so vse življenje preživeli v rudnikih, v jaških, da ne bodo imeli občutka, da niso da so pomembni, da niso nepomembni. Hkrati jim želimo pomagati pri prekvalifikacijah in seveda se želimo učiti tudi od vas in potem vzpostaviti svoj način komuniciranja v tem postopku. Prav tako smo izbrali dve pilotni regiji, regijo Červenograd in pa Mirnograd. Z namestnikom ministra smo se pogovarjali o tem, da gre to za prvo regijo, ki ima 2 milijona prebivalcev, toliko kot Slovenija. In zelo veliko število ljudi dela na področju premogovništva. Kar zadeva Mirnograd, je to regija, v bližini katere poteka vojna z veliko političnih problemov, ogromno izzivov je v tej regiji. Glavni cilj tega projekta je pomagati ljudem najti nov način za preživetje in vzpostavitev novega podjetništva. Ne želim vam vzeti preveč časa, tako da bo nekaj časa tudi za vprašanja. Več informacij lahko najdete na tej platformi za energetsko učinkovitost, sicer je v ukrajinskem jeziku, pa vendarle. Želimo vse organizirati tako, da bomo res zagotovili dobre rezultate. Še enkrat bi se zahvalila Sloveniji, pa tudi mestu Velenje za dober zgled in pomoč v tem procesu. Skupaj smo v tem in prepričana sem, da bomo skupaj z obsežno nemško pomočjo zagotovili novo prihodnost za našo državo in za vas svet. Hvala lepa za vašo predstavitev. Res mi je všeč beseda šaht oziroma jašek, kajti tudi moj dedek je uporabljal to besedo kot šaht. Zdaj pa odpiram priložnost za vprašanja za našo prijateljico iz Ukrajine. Naš župan ima vprašanje. Hvala lepa za tole predstavitev. Mogoče je to tudi vprašanje za kolega iz predstavnika ministrstva. Kako boste nadomestili električno energijo, potem ko boste seveda zaprli premog oziroma išli iz premoga? In drugo vprašanje, kako se danes sooča Ukrajina z dvigom cene CO2 kuponov in ali ima Ukrajina kot država kakšne brezplačne kupone dodeljene strani Evropske unije? Yeah, so there's actually two questions. The first question is, how will you offset the... To je zdaj vprašanje, ki ga gospod prevaja še v angleščino. Question number one. And question number two would be in terms of CO2 coupons, how is Ukraine, that's probably for you, Deputy Minister, how is Ukraine facing or how is it accepting the challenge of the heightening price of CO2 coupons if you guys have any potentially free coupons available from the European side? So, you want to go I will first? start with the first question. Bom jaz začela s prvim vprašanjem. To je zelo pomembno vprašanje, kot je že povedala gospa Sobšek, ki zastopa oziroma je predstavljala Evropsko komisijo. Nobene lahke poti ni, tudi za nas v Ukrajini ne. Veliko je možnosti za razvoj, za pridobivanje zelene energije. Pri nas imamo posebno zeleno tarifo, ki je najvišja v Evropi. Ne moremo si je
privoščiti. Prav tako je v igri vodik, vi to že poznate, radi bi se z vami, bi se učili od vas. Izziv pa je tudi razumeti energetsko bilanco. Kdaj se bomo lahko poslovili od premoga? To je zelo pomembna politična razprava pri nas. Nismo še pripravljeni, da bi lahko rekli, da imamo rešitev. O tem se pogovarjamo vse pogosteje in tudi o energetski učinkovitosti, kajti ne uporabljamo že vseh možnosti. Vemo, kako je s tem v EU in v Nemčiji. Tudi mi želimo zmanjšati porabo energije in vse to je del pogovorov, ki nas bodo popeljali v boljšo prihodnost. Kaj pa CO2 emisije in emisijski kuponi? Hvala lepa za to vprašanje. Zdaj razumemo, da če govorite o CO2 kuponih, je to velika težava za vse nas. Pred 2 tednoma smo se dobili s premierjem, s predsednikom vlade, govorili smo o tem. Vsa ministrstva, ki so odgovorna za to, so bila prisotna. Vsa ministrstva bodo vključena v ta proces. Po kratkem obdobju bo treba plačevati veliko večje vsote. Kuponi ne bodo cenejši, ampak bodo vedno dražji. To bo spodbudilo številne težave. Trenutno ne gre za vprašanje, kako bomo konkretno izpeljali ta postopek. Nimamo še odgovora, to je še del našega procesa. V 1 ali 2 mesecih bomo morali priti do nekega koncepta, tako kot glede pravičnega prehoda. Če ne bomo ničesar naredili, to vemo, bo program za nas zelo okleščen. Velik del naše industrije, velik del naših tovarn ne dosegajo električne učinkovitosti in zato proizvajajo veliko CO2. In potrebno je ugotoviti, koliko denarja bo potrebno vložiti za prestrukturiranje teh industrijskih panog. Ne želimo, da bi preprosto prenehali z gospodarsko dejavnostjo, ampak da bi se prestrukturirali. Če bo šlo naprej po starem, bodo emisije previsoke. Nekateri so preprosto rekli, za nas je bolje, da zapremo s to dejavnostjo in se lotimo nekaj, kar bo čistejše, kar bo novo. Hvala lepa za pojasnilo. Rada bi vas povabila v naše glavno mesto, kjer se lahko sestanete z našo agencijo. Z veseljem bodo to storili. In tam lahko zagotovimo obsežnejšo razpravo. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjim delom. Neverjetno pomembne informacije. Zdaj pa Gertrud Rantzen, ona je direktorica Slovensko-nemške gospodarske zbornice. Radi bi njen prispevek. Govorila bo o opuščanju premoga kot gonilni sili strukturnih sprememb in o najboljših praksah v Nemčiji. Gospa nam bo povedala, kako to lahko preoblikujemo v izredne priložnosti. Hvala lepa. Gospe in gospodje, hvala za povabilo na to zelo zanimivo konferenco, ki poteka danes.
Kot je bilo že slišano, bom spregovorila o priložnostih, ki jih prinaša opuščanje premoga. Kako lahko to vidimo kot priložnost? Zdaj pa imam nekaj tehničnih težav. Takole bo pa šlo. Hvala. V redu, ja. Preden začnem, naj najprej predstavim našo zbornico. Smo bilateralna nemško-slovenska zbornica, imamo 3 ključne stebre. Na eni strani smo organizacija članov tu v Sloveniji, hkrati pa smo uradni predstavnik nemške industrije tu v Sloveniji in imamo podporo našega zveznega ministrstva v Nemčiji. Tretji steber pa je za nas tudi zelo pomemben. Zagotavljamo storitve za nemška in slovenska podjetja. Kot veste, je Nemčija najpomembnejši poslovni partner za Slovenijo. Pokrivamo petino slovenskega izvoza. Petina slovenskega izvoza gre v Nemčijo in petina uvoza tudi prihaja iz Nemčije. In zaradi sedanje pandemije imamo težave v medsebojni menjavi, ampak Slovenija se vrača in izvaja v Nemčijo čedalje več in to kaže, kako močno je to naše bilateralno trgovanje. Ko govorimo o Nemčiji in o energetski preobrazbi v Nemčiji, govorimo o energiji Wende. To je prehod od fosilnih goriv v trajnostne energetske sisteme, ki temeljijo na obnovljivih virih energije in na energetski učinkovitosti. Slišali smo že, da bomo zaprli vse rudnike lignita in vi imate rok 33, mi imamo rok 38 za zamenjavo termoelektrarn in do leta 50 moramo z obnovljivimi viri energije pokriti dobavo energije. In od julija 2020. leta, kot smo že slišali, imamo tako imenovan zakon o strukturnih ukrepih, ki pokriva opuščanje premoga. Kaj je najpomembnejše v Nemčiji, je seveda časovnica, časovni okvir za vse te procese. Kot sem že omenila, bomo imeli različne korake do konca leta 1938 in to je zelo pomembno, ko govorimo o načrtovanih strukturnih spremembah, da do teh sprememb ne prihaja stihijsko. In do leta 1938, to je še vedno načrt, je, da iz omrežja odklopimo zadnjo termoelektrarno. Prav tako smo imeli močno podporo in je še vedno močna podpora regij in izvajalcev, ki so upravičeni do kompenzacij, do podpor. V Nemčiji imamo obsežen program podpore in izvajalci bodo prejeli finančne kompenzacije, finančna nadomestila za opuščanje te proizvodnje. Prav tako pa moramo pogledati tudi stroške, ko govorimo o stroških, ne samo o neposrednih stroških, ampak tudi stroški nezaposlenosti, potrošnje energije, višje cene energije. V tej regiji, kot veste, imate Gorenje, ki bo prav tako prizadeto, če bomo opustili premog in tudi prizadeti bodo rudarji, ki so starejši od 58. leta.
ki so upravičeni do zgodnje upokojenosti. Prav tako je pomembno pogledati tudi spremljanje, monitoring vseh faz projekta in spremljati posledice, kakšna je naprimer varnost energetske preskrbe. Na eni strani vemo, da potrebujemo čedalje več energije, če prehajamo na električna vozila, če vidimo, kakšne so spremembe v gospodarstvu, moramo spremljati posledice opuščanja premoga, prav tako pa poleg ukrepov energetske učinkovitosti spremljati naraščajočo potrošnjo energije. Tudi cena emisij CO2, ki prihaja iz fosilnih goril, fosilnih energetskih virov. Tu imamo težave z našimi podjetji. Imamo veliko podjetij, ki se bojijo, da bodo izgubile svojo konkurenčno prednost. Že trenutno smo v situaciji, ko raste cena energije in naša podjetja s tem, tista, ki so energetsko potratna, izgubljajo konkurenčnost. Če si pogledamo pa prihodnost, želim pozdraviti tudi naslov konference Pozdravljena prihodnost, in če govorimo o zelenem vodiku, ali je to naša trajnostna zelena prihodnost. Zakaj? Ob opuščanju premoga, kako zdaj prihajamo do vodika, kako pridemo do vodika? V Nemčiji je to zanimiva rešitev. Pri kogeneraciji, tudi tu je zelo pomembna kogeneracija za ogrevanje, ampak tehnologija omogoča, da te sisteme pretvorimo s premoga na proizvodnjo vodika. In v teh premogovnih regijah, ki imamo te ustrezne sisteme, bi jih lahko uporabili za proizvodnjo vodika. In celotna infrastruktura, ki jo že imate, ta sistem daljinskega ogrevanja, lahko uporabljate tudi za vodik. Cevi so primerne tudi za ogrevanje z vodikom. In pretvorba oziroma prehod od premoga na vodik je dokaj preprosta in pri sistemih ogrevanja potem proizvajamo ne samo toploto, ampak tudi elektriko. Naša zbornica, slovensko-nemška zbornica, ima veliko izkušenj in znanja pri projektih energetske učinkovitosti, uspešno sodelovanje med Slovenijo in Nemčijo, in letos smo podelili nagrade več kot 50 podjetjem, ki so sodelovala v naših projektih, in od 50 sodelujočih smo nagradili 5 projektov. Naj predstavim najbolj učinkovite projekte. To je Lunos podjetje, to je moja soseska, blizu moje soseske, ker živim v Ljubljani, in to, kar potrebujemo v časih pandemije, je pomembno tudi prezračevanje prostorov, potem K2 sistem na šoli Vena Pilona. Tu smo inštalirali sončne elektrarne, to je bilo eno od nagrajenih podjetij, izvajalec, in potem Viessmann Climate Solution, ki je
inštaliral energetski sistem na novem potniškem terminalu na letališču Jožeta Pučnika in nov energetski sistem za ta terminal. Tudi Apart Hotel Stare je bil nagrajen in Knauf izolacije, močno podjetje z njihovim centrom je bilo nagrajeno. To je bilo nekaj nagrajenih podjetij. To so podjetja, ki predstavljajo najboljše prakse, so pa tudi številne druge. Če si pogledamo prihodnost, kateri pa so novi možni projekti, kot smo že slišali, imamo močno sodelovanje, močno zbornico, ki podpira sodelovanje na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, preklapljanja na vodik, tako da bi lahko tudi to regijo podprli pri sodelovanju s podjetji na področju raziskav, inovacij, posebej na področju vodika in na nek način ustvarili tudi nove priložnosti, okrogle mize, mreženje, da bi dobili dostop do strateških raziskav, najnovejših inovacij na tem področju. Za to regijo pa bi bilo lahko zanimivo tudi sodelovanje z univerzami in fakultetami o novih tehničnih in tehnoloških projektih. V Nemčiji imamo sistem poklicnega izobraževanja, ki zelo omogoča ta prehod. Strukturne spremembe zahtevajo nove poklice, ne več rudarjev, ampak nove poklice, nova delovna mesta in v Sloveniji nimate več tega ustreznega poklicnega izobraževanja in mogoče bi potrebovali več tehničnih šol, tehničnih poklicev in tudi tu vas lahko podpremo. Pa tudi sodelovanje pri novih tehnologijah, pretvorba od CO2-ja v vodik in če vas zanima, potem vam lahko predstavimo tudi najboljše prakse na lokacijah v Nemčiji, da si osebno lahko ogledate, kaj smo dosegli in kaj bi bilo primerno za vas. To je vse z moje strani, hitro, kratko in če imate vprašanja, z veseljem na nje odgovorim. Lepa hvala. Hvala za vašo predstavitev. Všeč nam je bila. Če imamo kakšno vprašanje iz... Ja, imamo vprašanje. Zdravljeni, Boštjan Kranc iz energetske agencije Xena. Imam dve vprašanji. Prvo, lepo je videti, kako Nemčija organizira in prestrukturira svoje gospodarstvo. Moje vprašanje pa je, kako boste konkurirali s proizvodi in storitvami, kjer ta učinkovitost ni vprašanje, kjer ne upoštevajo klimatske učinkovitosti, pa ta podjetja izvažajo na nemški trg. Seveda govorim predvsem o Kitajcih. Lepo je govoriti o zelenih spremembah. Imamo o gospodarskih učinkih. Kako boste tekmovali z državami, ki nimajo teh omejitev? Omenila sem že, da seveda se podjetja bojijo te konkurence, nelojalne konkurence. Ne prihaja iz Evrope, Evropa je vsa na istem imenovalcu, ampak investirati moramo več v znanje, spretnosti ljudi, višjo produktivnost in energetsko učinkovitost, da bomo zmanjšali energetski odtis. To je izziv za tiste panoge, ki so usmerjene v izvoz. To je izziv tudi za Nemčijo, ampak to gre z roko v roki z načrtom Nemčije za prihodnost, za izbrano smer razvoja v bodoče in pomembno je za nemške investitorje, ne samo v tujini, ampak tudi doma, da investirajo v dobro infrastrukturo, v
produktivno delovno silo in gre pa tudi za energetsko oskrbo v državi, energetske stroške in ali gre vse v tej zeleni energiji ali ostajamo v stari energiji. In tu bomo videli, kako bodo najprej nemška podjetja obvladovala ta zeleni pristop in da investirajo tudi v tujini v te zelene energetske rešitve. Imamo dodatno vprašanje? Ja. Boste integrirali te zelene tehnologije v sistem javnega naročanja v Nemčiji, naprimer? Kako se boste tega lotili? Ja, ko imamo odločitev podjetja, je to njihova lastna odločitev. Pri javnem naročanju pa najverjetneje ne še. Mogoče naš veleposlanik lahko pojasni kaj več, kot jaz vem. Zaenkrat ne, ampak slej ko prej bo to del javnega naročanja v Nemčiji. Zaenkrat pa še ni. Imamo tako imenovano zakonodajo, ki pokriva zamenjavo dobaviteljev, ki prav tako upošteva ta zeleni pristop. In to bo v Nemčiji tudi v prihodnosti slej ali prej del javnega naročanja. Ja, bomo mi potem pokopirali od vas. Še kakšno drugo vprašanje? Ne? Gospa Ransen, hvala lepa za vašo predstavitev. Zdaj pa spet kratki odmor za kosilo. Čez 25 minut se vrnemo. Dober tek vsem.